Še kaj sem hotel govoriti? Nekaj, kar se mi zdi pomembno za moške, pa me zanima tvoj vidik. Glede laganja, glede tega, da živiš v resnici svoje, kot si ti rekel, ampak jaz bi bolj tako konkretno rekel, da ne lažeš. A ne? Ker to je ena taka stvar, ki sem se jaz, ne vem, zadnji 2 leti ful ukvarjal in sem videl, da če se odločiš, da boš stopil po tej poti, da ne boš lagal, da boš povedal po resnici, da te čaka tako potovanje od življenja, da si sploh ne moreš predstavljati. Zato, ker je vse bolj pol ekstremno. Ne? Ampak je na hitro ekstremno. Ne? Ni pa teh dolgih kalvarij, skrivanja, tega, da ne živiš v svoji resnici, kot ti praviš. Jaz mislim, da je to na dolgi rok ful bolj boleče. Kakor da na hitro flajšter daš dol, ne pa rečeš, tako jaz mislim, ali pa tako sem naredil, pa sprejmeš spet odgovornost za to, kar si naredil, pa kar si bil, pa kar si rekel. Ne? To se mi zdi tudi ful pomembno. Se mi zdi, da se moški ne počutijo, da imajo to možnost danes. Ja, posledice so potem, ne? Posledice so in prevzemati odgovornost za svoje posledice velikokrat ni lahko. Zaradi tega, ker se bo zgodilo kaj, kar ni ti prijetno, ker ti ni poznano. Ker če boš ti nekako izrazil svojo resnico. Pa, zdaj govorijo o tem, pride punca pa reče, jaz gledam dobro pač v teh novih kavbojkah ali pa v neki majčki, tebi se pa ne dopade najbolj. Ali boš zdaj stal v svoji resnici in podelil to resnico in jo zapakiral v tak način, da bo nej še sprejemljiva, ali boš pač... Jaz mislim, da ja. Lahko predebatiramo o tem, ampak recimo, če ona reče, kako si postavil vprašanje? Jaz gledam dobro v teh kavbojkah. Ja, se ti dopadajo te kavbojke, jaz sem ti huda. Ne, tok. Ja. Boljše so me oni druge. Ja, v redu. Tako zdaj verjamem. Mogoče jo boš s tem za kratek čas prizadev, ampak takoj, ko si pa postavil drugo trditev, si pa v bistvu dal vedeti, da dejansko jo tudi opazuješ v drugih in da imaš sliko nje v drugih in da tam ti je pa huda. Ja, ni v njej problem, je mogoče res v kavbojkah. Ja. Ker zdaj sva se fokusirala na kavbojke. Ja. Če pa reče ona, a sem ne vem, debela čist, nagnusna, pa se ti to zdi, imaš en drug problem. No, da je slišal. Ja, da si sploh z njo. Če verjameš, da je nagnusna, ja. Pomaš ti nekaj drug problem. Ja, mislim, a veš, kaj mislim? Težko bi človek v tej resnici živel, če bi bil s tako žensko moče zaradi tega, ker mu pa nudi neke, ne vem, druge. Mu nudi neko finančno varnost, recimo. Zdaj sem res ekstremen rekel. Ja, ampak se strinjam s tem. A vidiš, to je že življenje postaja, ne bom rekel težko, ampak zelo zanimivo. A ne? Zelo, zelo zanimivo. Kako se ti začne, nehaš se skrivati. Nehaš se skrivati v situacijah, kjer hočeš življenje malo zmanipulirati, ker se ga bojiš. Ne? Bojiš se v bistvu povedati to, kar čutiš. Ne? Ker misliš, da ti bo nekaj odvzeto. Ja, to sem mi ukradel z jezika zdaj, ker boš mogoče izgubil nekaj, kar si do zdaj bil navajen. In sam pri sebi sem videl, pa bom res probal izhajati iz lastne izkušnje, da ne bom nekaj posploševal, ampak ta moška in ženska energija, ki jo ima vsak od nas v sebi, je lahko zdrava ali pa ranjena. In ranjena ženska energija oziroma karakteristike ranjene ženske energije so, da pač ne govoriš svoje resnice, da ne znaš postaviti svojih meja, da skušaš ugajati drugim, da imaš ta občutek sramu, ta občutek krivde, da recimo skušaš, ne vem, da si čustveno nedostopen in potem seveda privlačiš čustveno nedostopne ljudi v svoje življenje, tudi pač neiskrenost lahko to temu pripiševa. Ampak ta nezmožnost govoriti svoje resnice, ker če recimo pogleda samo za nazaj, če so ženske recimo izrazile svojo resnico, se pravi, ni mi do seksa s tabo, moški, ko si prišel umazan službe, ko si ga nisi niti umil, se 4 dni že, ni mi, je pač ona zato mogla pač neke posledice verjetno trpeti. In te posledice niso bile kaj prav fajne. Mogoče pač verjetno jih je fasala, pa še lačna je bila, pa mogoče so bili še otroci lačni. In zdaj s tem, da bi ona zaščitila svoje otroke in da bi pač bil mir v hiši, je ona morala požretana in ni mogla izraziti svoje resnice. In te rane mi imamo v sebi. Zdaj eni bolj, drugi manj, recimo.
In potem prideš ti pač v ta sodobni svet, v 3000 recimo, moderno, ne, in prideš z neko žensko ali pa moški v ženskino življenje, v življenje ženske, in on od nekaj od njej zahteva, recimo, ali pa ženska od tebe nekaj zahteva, da bi recimo, ne vem, pač meni se je zgodilo, da bi pač ona želela biti samo pač v neko friends for benefits. A sem mislil, da je hotela trojčka, pa si rekel ne. Ja. Ja, to bi malo premislil. Zdaj sem, kdo bi bil trojčko, ne? Ali bi bile dve ženske, ali bi bile dva tipa. Bravo. Ja. Ker če bi bile dve ženske, pol verjetno res rekel ne. Bi rekel ne, ja. Se mi zdaj. Mi je všeč, da sva alajnana. Okay. No in pač, če ona želela to, jaz sem pa želel globjo vezo. Ampak s tem, ko sem jaz rekel ja, njej, sem rekel sebi ne. Zato, ker jaz sem potem prodal svoje telo, ker moje telo je pa želelo se, bom rekel, s srcem ljubiti, z njenim srcem, ne pa samo s telesom. Jaz nisem želel biti, bom rekel, telo, kjer bi ona na njem ga uporabljala za masturbacijo, na svojo v končni fazi. Bi bilo neko fizično drgnjenje dveh teles, ni neke odprtosti, ni neke predaje, ljubezni. V končni fazi, mislim, seks danes je težko, ni tako težko dobiti, težje je dobiti pa to, ta connection, ki ga lahko z nekom ustvariš. Ne? In ker nisem znal reči ne, recimo, je reklo ne moje telo. Ker nisem znal stati v svoji resnici. In ko sem dobil to lekcijo, ko sem jo fasal, sem potem pač to v zavestu, in ko je bila naslednjič priložnost, ker priložnosti pridejo zelo kmalu zopet, da vidijo, prijatelj, da vidimo, če si se že naučil, ne treba bo iti naprej, ampak prez te lekcije ne greš naprej. In je prišla zopet, in ko sem stal v svojem stebru, se mi je tresel glas, recimo, ko sem delil svojo resnico. V telesu noter se je, kar tako švicno si malo, veš, tako kar drgetal si je, ampak ko si jo izrazil, si čutil tako olajšanje, neizmerno olajšanje, ko sem rekel sebi ja, ampak sem rekel njej ne. Sem rekel ne. Ne morem. Ker rečeš pač nečemu, ko si želiš, rečeš ne, ker it's not the whole package. Tudi to je trening, ne? Ja, predvsem. Ker si rekel, da ti je telo ni mu bilo prijetno, ko si šel v neko drugo dejanje, kot ponavadi. Živčni sistem moj je navajen biti v tem stanju. Ko pa jaz zdaj spreminjam svoj program, je pa njemu v bistvu neznano. On zdaj krka, kaj zdaj? Signali, receptori. Kaj se bo zgodilo? Ja, kemikalije, to zdaj čist nekaj drugega šopa po telesu. Sam veš, recimo, kadar si se mogel postaviti, da je za sebe. Si začutil verjetno utrip srca, si začutil malo suha usta, ti se daš v ta boj in beg, odziv celo malo včasih, ker telesu je to nepoznano. Teles vržeš ti, v stres ga vržeš. Ampak potem, ko to izražiš prvič, ko to izražiš drugič, ko izražiš tretjič, potem ti začneš stati v svoji resnici in se svet začne na to tvojo resnico odzivati. In ljudje začnejo spoštovati to in začnejo ceniti to. Ja, bo kdo se pojavil in bo to poskušal še malo pred te meje stopiti, pa jo prestaviti više ali pa malo bolj k tebi. In potem se bo valjda še pokazal, koliko si res trdno ti v svojih namerah ali pa v teh svojih resnicah stojiš, koliko imaš trdno postavljene meje. Ampak ko je pa tako si rekel, ko začneš nekako izražati svojo resnico, komu to ne bo všeč. Ljudem to ne bo všeč, ker bodo izgubili tisto verzijo ugajajočega Klemena ali pa Urbana. In ker naenkrat so dobili nekoga, ki je pa zdaj postavljen svojo stebro in ki reče, ne več, dosti je, no more bullshit. To je, glih zdaj si zadev v mojo v bistvu blokado, ki jo imam, ugajanja ljudem. In veš, če imam jaz problem, ki ga nisem še razrešil, priznam, da ne znam ločiti, da je, kar rečem ne zaradi sebe, pa da je moj ego reče ne, ali pa ja, ne, se vseeno. In to imam jaz zdaj trenutno prav tak proces imam, tega spoznavanja, ker iščem, ker vem, da je proces, zato ker sem zmeden, veš, v temu. Nočem prizadeti ljudi, hočem biti vsem všeč in vse, kar pride zraven, ampak to je nemogoče. Ne, vedno se nemogoče. Ja. Ne? In to v bistvu zdaj spoznavam, da ti v bistvu moraš najti en sweet spot, ki se daš sebe na prvo mesto, ampak ne daš ego na prvo mesto. In tukaj imam jaz malo tega notranjega trenja, ker ne vem, kaj je kaj. Če veš, kaj mislim. Ja, vem. Jaz verjamem, da ti pač še vedno verjetno meditiraš, se ukvarjaš, imaš to duhovno prakso. Ta duhovna praksa, bi jo rekel, je ta consciousness. Se pravi, ti si verjetno sediš, ali ne sediš verjetno. Sedim ali pa hodim. Ja, in pač delaš, kar delaš. Probaš se zavedati verjetno. Si opazovalec vsega, misli, občutkov svojih, pač kakršnokoli prakso si v tistem trenutku nekako zamislil. In
Druga stvar, ki pa jaz vedno poudarjam, je pa, kako mi znamo potem to zavest našo odražati skozi naše telo. Da ti to svojo resnico, to svoje opazovanje tega opazovalca znaš ti izraziti skozi svoje telo. Takrat se pa pokaže, v bistvu, koliko si ti te prakse res natreniral. Šele ko jo ti uporabiš pravzaprav v odrazu, v svojem telesu, v odrazu do sveta, ki se ti več čas dogaja. In v bistvu stvar je zelo preprosta. Če recimo ti nisi pripričan, ali pa si v dvomih, recimo, ali boš to rekel ali boš rekel iz svojega ega, ali boš rekel iz svojega srca, pač moraš priti nazaj v svoje telo in začutiti svoje telo. To zavest, ki jo pač ti, ki si jo zavesten ves čas, jo skušaš pač ti odraziti v svojem telesu noter. To je, ne vem, recimo tai chi je ful dober odraz tega, kako ti svojo zavest odražaš preko svojega telesa, ker si povezal nekako telo pa zavest skupaj. Ali pa qigong, ali pa karate, ali pa take stvari, recimo, ali pa hoja tudi, recimo, ne. Da se ti zavedaš, kako ti hodiš, ki si ti napet, a imaš napeto čeljust, a imaš napeto čelo, a imaš napeto, ne vem, kje imaš jezik, a jezik počiva, ne vem, a je nekje v ustih, recimo na nebu, na rahlo preslonjen, ali je nek zakrčen, je tvoja čeljust zakrčena, koliko imaš ti odprt, recimo, vrat, grlo, se pravi grlo, koliko je odprto, koliko je tvoje srce odprto, koliko je tvoj solarni pleksus odprt, kam sploh dihaš, ne? In ko ti priješ v ta stik s svojim telesom, ko ti postaviš vprašanje sebi, ti ponovadi začutiš v telesu ta pravi odgovor. Moš pa vedeti, da je to tisti primarni odziv, primarno čustvo, primarna odločitev, bo vedno tista ta prva in bo prava. Ampak tinko sekunde zatem se pa vmeša nekaj in da znaš to ločiti, da se to naučiš. In to je pač zopet vaja prehajanja v telo, recimo. Tudi jaz, recimo, ko pač delam na sebi, sem delal ogromno teh moških duhovnih praks, se pravi, strogo, striktno sedenje v tišini, v meditaciji, ampak ne znam začenjal tudi v bistvu kombinirati jih s tem, da prehajam v svoje telo, da se ta zavest preko mojega telesa začne odražati v svet noter, da prijem v stik s svojim telesom, da jaz sploh vem, kako se moj trebuh počuti ta trenutek. A je moj trebuh zdaj napet ali ne? In pa se včasih opazim v avtu in si pač odpnem gumb pri hlačah, ker jaz v avtu tiščime, si odpneš in gre ven. Valjda six-packov se ne vidi pol takrat, ampak veš, se v končni fazi, se to je samo neka krinka, oziroma nek ščit, neka maska. In ko prehajaš vedno bolj tako v svoje telo, ti res lahko začutiš, kaj je tvoja resnica in kaj je tvoj ego. Kaj je tvoje srce, mogoče in kaj je tvoj ego. Ali pa recimo tudi najem, da vedno pomaga, če se dotakneš dela, se pravi z nekim delom tvojega telesa, da se dotakneš srca, ker v srcu se ne bova šla toliko, ker nima smisla, pa verjamem, da to že veš, ampak srce ima svoj spomin, srce ima svoje možgane. Temu se rečejo mali možgani srca, kjer je cirka 40,000 nevrončkov, nevritov, ki dejansko predstavljajo mrežo, kjer se spomini lahko shranjujejo in znanstveniki govorijo, da se pravzaprav možgani, da srce lahko razmišlja tudi na svoj način in je tisti, ki več informacij pošilja možganom, kot pa obratno. Ne? In če ti priješ v stik s svojim srcem in včasih, ne vem, se dotakneš, recimo, to je Greg Braden v tem ful veliko govori, če si kdaj od njega slišal. Ne, nisem. On je znanstvenik, on je Greg Braden. Ja, on je znanstvenik, ki ima znanstveno izobrazbo, ampak on se je zelo v spiritualizem tudi vrgel. In vedno pač vse, kar dela, skuša podkrepiti še z dejstvi. Tako da ti bo moja zelo všečena, ker boš dobil stvari, ki bojo tako wow, potem pa bojo on jih podkrepil, v bistvu, da bo tvoj razum tudi v bistvu potešen. Ampak čutil jih boš v sebi noter. In on je to vajo dal zelo dobro, je rekel, zapri oči, naredi par globokih vdihov in izdihov, recimo se usedi nekam, ki ti je prijetno, mirno, daj roko na svoje srce in potem res probaj podoživeti krasne trenutke v svojem življenju. Pravno, začuti jih, veš, najlepša večerja s tvojo žensko, recimo, ki ste se imela res lepo, ali pa najboljši seks, ki ste se res ljubila, recimo, ali pa rojstvo otroka. To še ne poznava, verjetno mi dva, ampak jaz imam pač stike z nečaki, tako da jaz vedno probam nekako si predstavljati, veš, moji nečaki, tisto, veš, da začne ta toplota v srcu noter se širiti, In ko ti priješ v stik s svojim telesom, potem ti telesu svojemu po 2-3 minutah, saj ne 2-3 minute moraš to delati, da res te občutke zbudiš v telesu, da te začnejo preplavljati, da bi se te lepi spomini, ti občutki, tista ljubezen, da ti ker je kotički ustenc na zgor. In potem pa daš sebi vprašanje, In ko slišiš ti srce takoj, brez veš, mislim, da takoj ti odgovori. Samo poj na tebi, a boš hotel to upoštevati ali ne, ker odgovor ne bo vedno tak, kot bi si ga želel.